Ampak kot rečeno, mi smo pripravili konkretne predloge, mislim, da ste jih tudi vi že prejeli, da Gospodarska zbornica predlaga na področju reform, to bo kasneje naša sodelavka Tatjana Čerin predstavila, ampak mi mislimo, da bi morala nova koalicijska pogodba vsebovati tudi jasno opredelitev glede sanacije bančnega sistema z ciljem, da se odpravi kreditni krč. Istočasno opozarjamo, da vsaj tako velika luknja obstoji tudi v gospodarstvu. Slovensko gospodarstvo je v veliki večini prezadolženo in podkapitalizirano in tudi ozdravljen bančni sistem številnim gospodarskim subjektom ne more in nenazadnje tudi ne sme pomagati, ampak potrebujemo za to res neko strateško opredelitev, ali bomo preko nekega posebnega sklada, včasih smo imeli sklad že za razvoj, ali kakšne druge oblike reševali ta podjetja, seveda ob ustreznem kaznovanju njihovih dosedanjih lastnikov in tudi menedžerjev, če bo potrebno. Mislimo, da je naše sporočilo zelo utemeljeno, ko opozarjamo vlado na sanacijo javnih financ. Priporočamo in tudi svetovali bomo, da naj le bodo pozorni na opozorila, ki prihajajo tudi iz mednarodnih finančnih in bančnih krogov, nenazadnje tudi iz Bruslja, da Slovenija, preprosto povedano, nima urejenih financ zaradi tega, ker že 5 let zaporedoma zelo veliko kreditov potrebujemo za to, da sploh lahko zagotovimo tekoče financiranje javnega sektorja. In neke politike, ki bodo peljale v novo obdavčenje gospodarstva, bodo seveda samo še povečali naše težave in povzročila, da bo število brezposelnih še večje. Glede poslovnega okolja, mi smo na zadnjem ekonomsko-socialnem svetu podprli načelno izhodišča glede državnega premoženja in njegovega upravljanja. Smo pa seveda skupaj s sindikati zavrnili konkreten predlog z zahtevo, da vlada pripravi konkretne cilje. Kaj pričakujemo, mi smo rekli, recimo, najbolj nazorno ilustriramo od tega, če bomo prodali Hit, ali pa če bomo prodajali res Luko Koper, kam bomo ta sredstva vložili, ali bomo namenili za nek nov razvoj, ki bo dal nova delovna mesta, neko novo dodano vrednost, ali bomo to res porabili samo za krpanje javnih financ. Potem smo pri poslovnem okolju zelo zaskrbljeni zaradi bremena davkov in visokih dajatev, o tem kasneje še kolega Goran Novkovič, in zaskrbljeni zaradi delovanja pravne države. Tukaj ne gre samo za nespoštovanje zakonov in predpisov, ampak gre predvsem za to, da ta naš sistem ne deluje. Mi smo pred kratkim imeli tukaj na zbornici vodilne predstavnike Vrhovnega sodišča, se pravi sodstva v Sloveniji, in skupaj ugotovili, da je naš pravosodni sistem počasen in marsikdaj neučinkovit. Jaz dodajam tudi netransparenten in verjetno tudi dobesedno zlizan s posameznimi omrežji, ki so nekako prikriti v Sloveniji. Najbolj nazoren primer je seveda ta postopek imenovanja stečajnih sodnikov pred 2 dnevoma. Ne vem, ali je to posmeh pravni državi, ali dejansko res prišlo po nekem vrstnem redu, so imenovali gospoda Dolaviča za stečajnega upravitelja podjetja iz iste branže in vemo, kdo je bil gospod Dolavič in njegovo vlogo pri propadu ne samo gradbenega podjetja, ampak tudi številnih podizvajalcev, ki so skupaj s tem gradbenim podjetjem Grosuplje izvajali med drugim tudi precejšnje investicijske projekte za Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Naslednje področje, ki ga bomo predlagali, so pa seveda ukrepi za novo rast. Mi odločno podpiramo v Sloveniji varčevanje. Mislimo, da večja javna potrošnja ne bo prispevala k rasti bruto domačega proizvoda. To poenostavljeno ilustriramo z dejstvom, da večino potrošnih artiklov, ki jih kupujemo potrošniki, Slovenija uvozi, od telefona do avtomobila,
žal v zadnjem času pohištva tudi in da uvozimo tudi več kot polovico hrane in prehrambenih izdelkov. Torej, višja neposredna domača potrošnja bo pognala gospodarsko rast v državah, iz katerih mi uvažamo. Domačo gospodarsko rast bi lahko pospešilo potem neko investiranje, zagon investicij in gospodarskega in tehnološkega razvoja v tistih slovenskih podjetjih, ki bi s tem lahko dala delo slovenskim zaposlenim. To so recimo investicije na področju infrastrukture, investicije na področju inovativnosti, tehnoloških centrov, centrov odličnosti. Imamo še veliko priložnosti, vendar je zato tudi potrebno investirati pri izvozu z okrepljeno blagovno znamko Made in Slovenija, so tukaj priložnosti zelo velike. Skratka, učinek varčevanja bi morali preliti v zagon novih strateških investicij in tistih gospodarskih projektov, ki bodo neposredno prinašali delovna mesta v Sloveniji. Od višje potrošnje, naše mnenje je, ima na koncu učinek predvsem proračun preko davka na dodano vrednost in drugih, recimo trošarin in pa trgovska branža. Medtem ko najširša gospodarska sfera, predvsem pa novih delovnih mest, iz tega po našem mnenju ni. In seveda zadnji predlog v tem našem današnjem pozivu pri nastajanju nove koalicijske pogodbe se nanaša na odločnejšo podporo izvoznim programom, ne samo, da imajo tudi izvozna podjetja težave z garancijami in financiranjem pri slovenskih bankah, da imajo za nastope na tujih trgih sicer na voljo sredstva, ki pa so za nekaj odstotnih točk dražja, kot so sredstva pri naših konkurentih, ampak z ekonomsko diplomacijo, ki bo imela kadre, sredstva za svoje delo in seveda tudi neko strateško usmeritev za to, da bomo na tujih projektih lahko konkurirali z nekimi dobrimi praksami, se pravi z demonstracijskimi projekti, ki smo jih izpeljali doma. Pogosto se dogaja, da mi doma ne dobimo posla, ko so javni razpisi in potem seveda tudi v tujini težko konkuriraš. In nazadnje tudi pri izvoznih aktivnostih slovenskega gospodarstva je vizumska politika, vizna politika, pridobivanje vizumov še vedno zelo boleča težava slovenskega gospodarstva. Predstavljajte si, da recimo morajo včasih nekateri naši poslovni partnerji prepotovati nekaj tisoč kilometrov, da se pokažejo na eni izmed ambasad, s katerimi Slovenija sodeluje, da lahko pridejo v Slovenijo, kar se da predstavlja potem oviro ali pa celo odpravi nek namen posameznega poslovnega partnerja nekje, da bi prišel v Slovenijo. Skratka, to so naši predlogi, ki jih bomo danes poslali pripravljavcem nove koalicijske pogodbe. Mi potrebujemo, kot rečeno, hitro, neko kompetentno vlado s kompetentnimi strokovnjaki in zelo jasno strategijo, kaj bodo njihovi glavni cilji in kako jih bodo tudi dosegli. Hvala lepa. Želimo si, da s čim manj spremembami, se pravi s čim manj vloženimi amandmaji, ki bi posegali v obstoječo vsebino, ki so jo socialni partnerji uskladili. Kaj smo dosegli? Dosegli smo kar veliko poenostavljanje in poenostavitve na področju sklepanja delovnih razmerij in postopkov prenehanja, se pravi odpuščanja. Uspeli smo uskladiti interese na področju odpovednih rokov in odpravnin. Tukaj smo delodajalci nekaj manj obremenjeni, nekaj manj obremenjeni, kot smo trenutno. Uspeli smo tudi doseči enostavnejše prerazporejanje znotraj sistemov, se pravi, opredelili smo dve kategoriji ustreznega in primernega delovnega mesta, na katere lahko delodajalec za 6 mesecev prerazporedi delavca.
Tudi nadomestilo za čakanje na delo je nižje, kot je trenutno predlagano. Na področju letnega dopusta so spremembe. Uspeli smo z zakonom o urejanju trga dela uvesti začasno in občasno delo upokojencev. Žal nam je, da delojemalska stran ni pristala tudi na uvedbo začasnega in občasnega dela za kategorijo starejših brezposelnih. In zagotovo je to ena od tistih tem, ki jih želimo v nadaljevanju še odpirati in seveda skupaj z tistimi zadevami, ki jih v dosedanjih pogajanjih nismo uspeli uskladiti ali sploh odpreti, ker ni bilo interesa pri ostalih socialnih partnerjih. Nadaljevanje pogajanj naj bi, vsaj to bi rekla, bi si mi želeli, odpiralo tudi te teme, ki so bile v tem obdobju nekako neželene. To je razprava oziroma rešitve v zvezi z odmorom med delom, nekatere rešitve za nadomestila, kot so nadomestilo za bolniško odsotnost, kjer delodajalci že dolgo časa opozarjamo, da so ta nadomestila previsoka, uvedba čakalnega dneva, tudi nekatere administrativne obremenitve, ki so še ostale v obstoječem predlogu, bi morale ponovno biti na mizi. Odpravnine ob upokojitvi in še je tem, ki bi jih želeli delodajalci tudi v nadaljevanju, se pravi z novo vlado in s pripravljenostjo partnerja sindikalne strani odpreti in iskati možne rešitve za prihodnost. Dejstvo je, da je ena od tematik, ki jih bomo morali reševati v letošnjem letu, tudi študentsko delo. In ko je bila že omenjena koalicijska pogodba, ki jo bodo nove politične stranke podpisale, ki bodo tvorile novo vlado, bomo in želimo odpreti tudi ponovno vprašanje limitiranja socialnih prispevkov, tako imenovane socialne kapice. Da ne rečem, da v zadnjih letih nismo naredili absolutno nič tudi na področju razreševanja problematike sive ekonomije. Nažalost je kljub obljubam ministra Gantarja, zdaj moram reči bivšega ministra ali vede ministra gospoda Gantarja, da bomo že v mesecu februarju socialni partnerji dobili spremembe zdravstvene zakonodaje, se to ni zgodilo. Ta trenutek ne vemo, ali so ti osnutki predlogi že pripravljeni, kje so in kdaj bodo na voljo. Zagotovo pa je to tematika, pri kateri želimo konstruktivno sodelovati. Kakor veste, je bila tudi v letošnjem letu uveljavljena nova pokojninska zakonodaja, tako imenovani ZPIZ-2. Mi bomo zelo natančno sledili, bi rekla, posledice tega zakona, kajti trenutna situacija je dobesedno šokantna. Mi imamo konec decembra 2012 792 tisoč delovno aktivnega prebivalstva, imamo že 600 tisoč upokojencev. Pričakujemo več novih investicij in bolj intenzivno politiko nove vlade na tem segmentu. Kakor sem rekla, nobenih dodatnih obremenitev, to je naše ključno napotilo novi vladi in seveda tudi sporočilo partnerjem, ki bodo oblikovali novo koalicijsko pogodbo.